Želi kdo kakšno vprašanje postaviti? Jaz mislim, da ta priložnost bi vsekakor je mogoča. Izvolite, profesor. Nekaj moram na to reči. Sicer bi pa kolega Grims lahko še dovolj precizno povedal, ker je bil del časa zraven in potem, ko sem jaz tudi odšel iz tu, veste, bi težko rekel, da je bila sistematična akcija ali iz javnosti ali pa v sami stranki, da bi se ga odstranilo. Mi smo na volitvah leta 1992 doživeli hud poraz, prej analiziral, predvsem zaradi Jelenčiča, tudi malo so škodovali na mediji. Mediji so prav nas, sta ne dva kolega rekla, zlasti tisti, ki ste čisto od začetka bili. Mediji so bili prav pikomel na nas, bolj na vse druge stranke, ker je nekdo lepo rekel, zaradi tega, ker smo mi bili konkurenti, mi smo pledirali oziroma poskušali se v tisto bazo usidrati kot oni. Delovska, kvalificirano delovstvo, del inteligence, zato so tudi mediji nas ves čas grdo zmerjali stranko kot celoto in seveda najbolj vrhove stranke, Pučnika in Tomšiča, ki sta nedvomno bila vodilna človeka. Tako da pravzaprav po volitvah, veste, v stranki, dokler ni bilo teh volitev, do kongresa 93 je bil on član sveta in je tam bil popolnoma persona grata, je tudi velikokrat se javil, se je bil zgovoren in nisem jaz na občutka, da bi ga ali odpisal to Pučnik ali da bi Janša imel kakšno zlo namero. Tako da je on se potem umaknil v ta svoj sindikalizem, kar je bila čisto hvalevredna naloga. Mi smo ravno rekli, kako je pravzaprav cela ta naša demokracija malo invalidna, ker nimamo dobrih svobodnih sindikatov, čeprav se tele imenujejo svobodni zdaj. Tako da tu je treba le povedati, da je spletom okoliščin je nekako odšel. Še to moram reči, tukaj sem pa imel neko vlogo, da smo leta 92, ko smo se pripravljali na volitve za državni zbor, takrat so bile tudi prve volitve za predsednika republike. Mi smo Tomšiča kot našega kandidata, mi smo malo zbirali, kdo bi bil, in smo se odločili za Tomšiča, zaradi ravno njegove karizme, zaradi njegove popularnosti in jaz sem bil tisti, ki sem ga na naši konferenci volilni predlagal in vse lepo povedal, da je pravzaprav slovenski narod bi lahko mu bil hvaležen in razmislil o njemu kot človeku, ki je podoben Valenci, no in je bil enoglasno od stranke podprt kot kandidat, tako da je približno tako. Zdaj morda lahko še ti kakšno reč poveš na to. Je dobro, bomo potem še po naslednje sekciji kakšno vprašanje. Je samo dovolj malo. Res je to, da ga je ta rezultat za predsednika, ki ste ga predlagali, je potrdil, dobil 1,7% glasov. To je res, to je bila ena izmed manjših stvari. Samo on je pač dobil občutek, in to je večkrat povedal, da ga se želijo, da je premočen po domač povedan, preveč doma v tem poslu, da se ga želijo znebiti. Mislim, ni povedal nikoli, kdo pa kaj. In je rekel, se bom pa več sam odstranil, ker imam, nekaj se je pa tudi od očitka, da sindikat politika ne gre ta spet, To so mu pa sindikalisti naši očitali, ti isti, ki so ga potem odstranili, Mislim, to je bilo gonja proti njemu pod mačko videno. On pa tega, se lepo povedano, ni želel, niti po moje ni mogel zdržati. Hvala. Še stan, gospod Žagar, ta zadnji, samo še ti. Jaz sem tudi na tistim, mi smo nekaj z nekaj odgovori prišli, pa to zdaj ni pomembno. Gospod me je tudi veseli, kako je vse zamenjali.
ko je bil zamenjen kot predsednik stranke jeseni, spomladi bil še predsednik stranke, poletko ni bilo aktivnosti, jeseni je bil pa zamenjen v Unionski dvorani, ko nišče od nas, ko poleti smo hodili, ni vedel, zakaj se gre, ali je pa zamenjen. To pomeni, da se ve, da je bil namenoma odstranjen, ne, slučajno, kako ste vi rekel. Jaz sem bil priča živa tem dogodkom in gospode, ki je vola sredi, da bi lahko to podarila. Pač, ker je bil, je bil naravoslovec, on je bil premočrtan, on ni bil politik tipičnega tipa, ki danes me treba veliko govoriti, veliko balončko spuščati. Veste, on je bil tehnik in ne vedel, treba je en konc podrejati in če ga ne podrejaš, ga nije, veste. Danes se podreja veliko govoriti, pa tudi čez tistega govorjenja in nobenega zdelka, ne. On je takšen politik. In zato je teh ustrojnih tako kot jaz, da jaz visoko cenim in sem zelo ponosen in vesel, da sem ga osebno poznal veliko let. Hvala. Hvala lepa.